V zadnjem času majhne prenove dežujejo kot zastavo. Ne vem, ali so oblikovalci znotraj firme ne veličajo oblike, ki so sami naredili in potem hočejo novo, ali pride kakšen nov pa reče, da tisto sploh ni ok in potem samo malo popravi, ali pa firme mislijo, da se bodo kupci vsakič znova pustili peljati na led in da bodo kot zastavo kupovali nove modele. Ne vem, ampak lep primer vsega tega je novi RCZ in moram reči, da je po prenovi res lepši. Nova maska in oči hudo izgledajo in Audi TT ima tukaj pravega tekmeca. Vsaj po izgledu. Drugih sprememb pa praktično ni. Samo nova platišča in barvni vzorci, tako da si lahko mirno ogledate stari test na naši spletni strani in boste vse izvedeli. Če se vam ne da, pa vam vseeno lahko povem nekaj zadevic. Da se sedi precej nazaj, v bistvu kar v sredini avtomobila, da je občutek seveda športno utesnjen, da zadaj noče sedeti noben, ki je višji od Anžeta, da ima sedež premalo bočne ledvene opore, da občutek med vožnjo sploh ni slab, za Peugeot je v bistvu precej dober. Škoda le, da izdelava ni še malo boljša, ker je menjalnik fin, ročica pa preveč šlampasta. Se premika. Se moram prav staviti, da vam pokažem tole. Prtljažnik v osnovi meri 321 litrov, kar ni malo za tak avto. Ampak je v njem guma in ni ravno veliko prostora še za kaj drugega, ne? Verjetno se bo vsak vozil brez tega samo s kitom za popravilo pneumatik, pa bo dovolj prostora. Ti sem tole pa en fajn poraj so klele. No, še najpomembnejše. THP 200 pomeni, da je tukaj 1,6 litrski turbomotor z 200 konji, kar je dovolj za tale avto, kjer je pogon spredaj. Dovolj lepo potegne in ob preudarni vožnji porabi celo manj kot 7 litrov. To je res super. In lepo se ga sliši, ker ima posebno membrano, da v kabini ustvari bolj športen zvok, zunaj pa je dovolj tih, da vas sosed ne bo obtožil, da divjate po ulici, recimo. Najbolj me je šokirala cena, pa ne to, da stane 34.500 evrov, čeprav ni malo, ampak to, da Peugeot ponuja skoraj 7.000 evrov popusta. Očitno se v tem času res slabo prodajajo takšni avti. Tako luštni so.